Z nami sta zdaj politična analitika Igor Lukšič in Peter Gregorčič. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Lukšič, kaj je po vašem mnenju razlog, da je vlada v tem turbulentnem času, kar zadeva varnost na jugovzhodu Slovenije, po 2 letih ne dobila višjo oceno za njeno delo? Prej pa nič. Jaz mislim, da ni vezano ta ocena samo na reakcijo na to, kar se je dogajalo v Novem mestu, ampak gre za neko kulminacijo nekih rezultatov. Pokojninska reforma, potem je ta reakcija je bila zelo dobra, potem vse kaže, da bo ta oskrba šla dobro skozi, ko so sprejeli ta zakon, se pravi, da 1. decembra lahko pričakujemo, da se bo zadeve začele reševati. Tako da nekako bi rekel, po začetkih v tem mandatu, ki so bili tako streljani v različne tarče in zelo neobetavni, se jim zdaj nekako zgleda, seštevajo zadeve, neke sinergije se dogajajo in zgleda, da ljudje to tudi vidijo. Je pa ta povečan odstotek tako minimalen, da bi se človek zelo hvalil. Kaj pravite vi? Kakšen je vaš pogled? Ja, poglejte, jaz sem sicer tudi eksperimentalist, sicer na področju fizike in vsaka meritev je omejena za neko merilo negotovostjo. In tukaj ne verjamem, da so ti rezultati statistično signifikantni, statistično značilni. Glede rezultatov anket bi pa rekel takole, menim, sam sem poskusil vsak mesec vseh 4 do 5 večjih anket, ki so v slovenskem medijskem prostoru, poprečiti in od poletja naprej praktično vidimo zabetonirano stanje. Nekje na prvem mestu je SDS med 20 in 22 odstotki, potem je Gibanje Svoboda tam okoli 16, skupaj imata ti dve stranki dobro tretjino vseh glasov. Potem, če bi vzeli nek tretji blok, kjer bi sam dal neke zmerne stranke, dve z leve, dve z desne, se pravi 2 stari Nova Slovenija in SD, pa Prerod in pa Demokrate, imajo nekje dobro petino glasov in potem imamo še nekje 1/6 do 1/5 neopredeljenih glasov. In skratka, kaj se bo zgodilo na volitvah? Zgleda, da sta ti dve stranki z dvema izjemno izrazitima, karakterno izrazitima voditeljema, tudi z nekimi težnjami po avtoritarnosti. Prihajamo v situacijo, ko prvič gledamo tudi na levem polu neke poteze, ki so bile kdaj značilne zgolj za desni pol, ki jim je civilna družba očita enake metode. Če bi te 4 stranke, neke zmerne politike, ki ne stavi na estradništvo, se znale povezati in znale pravilno nagovoriti ljudi, sem prepričan, da bi lahko tiste neopredeljene obrnile v svojo prid in nekako obrnile to Slovenijo v pravo smer. Žal pa jim to zaenkrat ne gre najbolje. Zdaj, a tega ne znajo, je to izjemno težko, sam pa menim, da to ni nemogoče. Kako vi gledate zdaj, gospod Lukšič, na to paradoksalno situacijo, da je zdaj predsednik vlade Robert Golob, ko napoveduje povečanje pooblastil policiji in tako naprej, vstop v prostore brez sodnega naloga, če gre za iskanje orožja in tako naprej, deležen v bistvu istih očitkov, kot je bil prej Janez Janša, ko je želel karkoli povečati, recimo, ne vem, pooblastila policiji ali dvigniti nekatere kazni. Zdaj za Goloba in Golobovo Gibanje Svoboda lahko slišimo, da njihovi ukrepi peljejo v fašizem, da na dolgi rok bodo desnici omogočili prevlado. Kako gledate zdaj na ta paradoks? In kako se Golob v njem znajde po vaše? Ja, če začnem tle od zadaj, jaz mislim, da se Golob tle zelo dobro znajde, da so to te prave poteze, ker situacija varnostno nam je počasi uhajala iz rok. In se mi zdi, da bi v zadnji čas, da tudi ta levi pol ugotovi, da ima država policijo za to, da reagira in v teh primerih, ko nekdo poseduje orožje in z njim strela najprej po zraku, potem pa ni daleč od tega, da začne še po ljudeh, da intervenira. In ta problem je bilo treba, kot bi se reklo zelo milo, diplomatsko, nasloviti. In tako, kot so ga oni postavili, jaz mislim, da je dober in prvi korak v to smer. Seveda je pa treba biti zelo buden in tle gotovo je velika naloga in novinarjev in vse kritične javnosti, da je pozorna na to, kako bo policija uporabila zdaj ta dodatna pooblastila. In to je pravzaprav največji problem. Ali je policija usposobljena, se pravi z vsemi mehanizmi in oceno varnostne situacije, se pravi preden reagira,
in tako naprej, da bo reagirala sorazmerno, kot bi se reklo. Ne. Kdo se po vašem v nastali situaciji zdaj bolj znajde, ne? Golob ali Janša? Ki napoveduje, ne, slišali smo, da bo nekatere ukrepe, ki jih predlaga Golob, ne, ki grejo po njegovem mnenju v pravo smer, podprl. Poglejte, jaz mislim najprej, glede Janše, oceno je, da tukaj ne more iti proti Golobu. To je več kot očitno. Ko sem gledal na manjši komercialni televiziji njegov intervju, se mi je zdelo, da mu nekako kar bi ustrezalo, da se ta situacija ne bi spremenila. Sam namreč gradi svojo politiko prav na nezadovoljstvu ljudi in mu zagotovo ne ustreza, da bi se to spremenilo. Potem je napovedal, zanimivo je napovedal proteste in se jim je tudi odpovedal, ker je verjetno svojo tudi interno analitiko ugotovil, da mu to ne bi koristilo. Sicer pa se za Igorjem tukaj ne bi strinjal. Ukrepi, ki jih dela vlada, so po mojem mnenju napačni in so enako populistični, kot jih počne kdaj največja desna stranka. Zakaj? Zaradi tega, ker zakoni sami od sebe ničesar ne pripomorejo. Zakone je potrebno najprej dosledno izvajati. Prepričan sem, da tudi sedaj bi lahko zakone dobro izvajali. Poglejte, sedaj se je razkrilo, zakaj je policija šele po enem tednu izvedla hišne preiskave po tistem v posmeh streljanju v zrak, kot da bi določeni Romi želeli sporočiti, nič nam ne morete, je izvedla šele po enem tednu ne zaradi tožilstva, ne zaradi pravosodja, ki mu, zanimivo, ob Janezu Janši, ki imenuje pravosodje krivosodje, kot je profesor Avbelj lepo povedal v svoji kolumni, sedaj dobivamo še Roberta Goloba, ki pravosodju pravi lenosodje. In se pravi, imamo dva populista. To je izvedla zato, ker pač ne ker pravosodje ne bi odobrilo hišne preiskave. Bilo je rečeno, da bi ta odobritev lahko prišla v roku 1 ure. Ampak zaradi tega, ker se policija odločila, da počaka en teden. In tukaj je zdaj moje vprašanje, na katerega policija še ni dala odgovor. Ali je ta policija morda podkupljena od romskih skupnosti? Sliši se, da se v romskih skupnostih dogaja kriminal. Ali ta kriminal morda sega tudi do policije? Na ta vprašanja bi morali mi dobiti odgovore, namesto tega pa delamo nek cirkus in to zakrivamo. Bojim se celo še več. Mi imamo tukaj zelo velike težave z narkoklani v Sloveniji. Zdi se, kot da je Slovenija obljubljena dežela za mafijo, v kateri se nikogar ne more zapreti. Sedaj bodo to zakonodajo pretirano zrahljali glede človekovih pravic. Kaj mislite, da se bo zgodilo, ko bodo to zakonodajo uporabili na narkoklanih, ki bodo šli na ustavno sodišče, na ustavnem sodišču zmagali in bodo vse sodbe proti njim padli? Skratka, tukaj pod krinko tega, da rešujemo romsko vprašanje in ga v resnici ne rešujemo, ker so se kljub temu dogajali novi incidenti, odpiramo varnostno vprašanje tudi glede preganjanja kriminala v Sloveniji. Bojim se, da je to morda celo zaradi tega, ker je ta kriminal postal sistemski in od teh vprašanj bi se bilo potrebno pogovarjati. Kaj bo odločilno po vašem mnenju, kar bo odločilo, kako bodo ljudje ocenili, kako je od teh vodilnih, Goloba, Janša, reagiral kdo pri reševanju te romske problematike in koliko lahko to po vaše, če sploh, ali menite, da bo to čez dobra 2 meseca, 3, ko bodo volitve, sploh še tema? Jaz upam, da ne bo, da to ne bo volilna tema. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je država tudi dosegla soglasje. Se pravi, da to ni več bistvenih razlik med levo in desno provenienco in da je država končno ugotovila, da to je problem. Jaz se spomnim tudi, ko sem bil jaz v vladi, sem bil odgovoren za romske zadeve in se spomnim, kako so ti tipični Ljubljančani mislili, da gre tam samo za človekove pravice, da to ni problem. To je problem ljudi, ki tam živijo. In recimo novomeški župan Gregor Macedoni je na to zelo dobro opozoril in tudi zelo dobro reagiral. In mimogrede to, o čemer Peter si prej govoril, to vse govori za to, da je bil skrajni čas, da je država nekaj naredila. In fajn je, da je naredila država, da ni naredila samo vlada. In ni prav, po moje, da pripisujemo uspeh reakcije samo Golobu. Golob je lahko dobro reagiral zaradi tega, ker so reagirali tako in župani in opozicija pri tem pomagala. Sicer mu je tudi malo nagajala, ampak vendarle jaz vidim, da je to končna država ugotovila, da gre za problem, ki ga treba reševati. Ne strinjam se s tem. Poglejte, jaz menim, da se to zgodilo zaradi tega, kar je trenutna vladajoča oblast naredila najprej po volitvah.
ko je policija preganjala neke protestnike zaradi tega, ker so ogrožali varnost državnikov, ki so prišli v Slovenijo, ne, so bili ti policisti kaznovani. In ti policisti potem seveda so dobili napačno sporočilo, da se kriminala ne preganja. Imamo predsednico republike, glejte, ki se slika z Romi s kriminalno preteklostjo, z njimi dela selfie in potem, kot se govori, ti Romi s tem se hvalijo, da poznajo povezave do predsednice republike, ki ima tudi svojo odvetniško firmo in tako naprej. Ne. Skratka, ta oblast je totalno zašla. In zato ni res, kar je predsednica republike izrekla v parlamentu, da smo za to odgovorni vsi. Nismo odgovorni vsi. Za to je odgovorna neodgovorna politika, ki zdaj z nekimi ad hoc rešitvami, ki bodo, kot sem prej omenil, lahko celo poslabšale našo varnostno situacijo na dolgi rok, poskuša reševati zgolj svojo lastno kožo in to je zato državo slabo. Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta. Prosim.